Hvala. Živel sem. No, ker je pač tema zdravje te konference, sem se odločila, da ne bom imela petk. Tako da se bom bolj udobno počutila, pa da vam lahko se bolj posvetim v bistvu in vam predam vse, kar želim, tako kot je treba. Ok. Ja, zmanjšanje libido je pogosta težava. In danes se bomo res poglobile v to, kaj libido je in kako ga nazaj uravnovesiti. Torej, še preden začnemo, pa vas povabim k temu, da mogoče zdaj za trenutek zaprete oči in bomo malo predihale. Dih je ena izmed najbolj pomembnih stvari tudi pri libidu in pogosto v življenju sploh pozabimo, da dihamo, ampak to je naša najbolj osnovna funkcija, ki delamo. Tako da lahko zaprete oči, pa bomo skupaj naredili en vdih, pa lepo izdih. In vas povabim, da kar uporabite vaš zvok, ker zvok sprošča naše telo in izdih sprošča naše telo, pa bomo šli še enkrat. In sicer vdih, en globok, spodnji del trebuha. In lepo izdih. In naprimer jaz, ki mogoče malo večkrat se na dan spomnim, da to naredim, čutim ob izdihu potko, kako se mi telo sprosti. Pa bomo šli kar še enkrat, pa bomo naredili vdih. In izdih. In wow, poglej, kaj smo bolj v telesu, a ni to amazing. Ok, torej, kaj je libido? Libido je seksualna energija, ki je hkrati življenjska naša energija. In libido je kombinacija teh obeh energij. Libido ni samo neka spolna sla, kakor večina medijev piše, pa kakor ljudje poznajo, ampak to je vse skupaj. To je naša volja do življenja in libido je kombinacija spiritualnosti. Torej, kaj je tvoj smisel življenja in pa določenih bioloških, ne bom kar postavila vprašanja, torej, kakšne so tvoje misli? Koliko poudarka daš na svoj dih? Koliko si zavedna pri svojem dihanju? Koliko vode piješ? Voda je ena izmed najbolj pomembnih stvari za naše telo, a ne? Koliko vode dovoliš, da pride v tvoje telo, da ga prenovi? Potem, kakšno prehrano ješ, ne? To ste verjetno že danes tudi imeli. Koliko se gibaš, ne? Koliko daješ svojemu telesu to fizično aktivnost, ko jo potrebuje. Mi nismo narejeni samo za sedenje, mi smo narejeni za vse, ne? In za uživanje, seveda. In pa, koliko časa spiš, ne? Spanec je eden izmed najbolj pomembnejših stvari, kjer se naše telo najbolj regenerira, ne? Torej, ves ta stres, vse to, kar živimo čez dan, se potem v spanju, v tem REM spancu oziroma še v tem globokem spancu se regenerira, se sprošča, ne? In zato je zelo pomembno, če smo ful pod stresom, ne? Kaj nam takrat, v bistvu, kaj sploh takrat telesu paše? Ja, spat, ne? Zato je, da si vzame nazaj to energijo in da lahko podpira naš sistem tako, kakor se zagre. Dihanje. Dihanje je ena izmed takih mojih zelo ljubih stvari, zaradi tega, ker je v bistvu tista stvar, ki nas ločuje od tega, da smo živi pa mrtvi. Pač je nek most med nebom pa med zemljo. In jaz res verjamem, da to globoko, kakor si dovoliš dihati, to globoko si tudi dovoliš čutiti. Sploh pri spolnosti, naprimer pri seksu. Vzdihljaj, stokanje, to je ena izmed takih najmočnejših energij. Ti kar zbudi, sploh naprimer partnerje, kar zbudi, pa nas tudi. In zato je to pomembno, ne, da si dovolimo dihati, ker z dihanjem povabljaš kisik v naše telo, povabljaš neko svežo, novo energijo, ki te še bolj sprosti, še bolj te pelje v svoje telo in te poveže sama s sabo. Tako da, vdih, izdih. To je res ena dobra praksa, ne, naprimer dihanje je tudi povezano z v bistvu naprimer v tantri, pa v raznih teh holističnih zdravljenjih uporabljajo dih
pri vseh vajah, ne, torej sploh kako kultivirati seksualno energijo, kako je povabiti bolj življenje, kako dvigati naš libido je skozi dih, torej da dihaš in mogoče zraven, ne vem, tukaj lahko vam predstavim eno vajo, sicer nisem imela v planu, ampak očitno jo moram, da ko vdihnemo, stisnemo mišice medeničnega dna. Torej, naprimer, kakor da hočeš iti lulat, pa da stisneš mišice. Ne? In v bistvu dihneš, stisneš, povlečeš dih, kakor predstavljamo si, da gre po hrbtenici navzgor do glave in potem sprostiš nazaj dol in sprostiš zraven tudi mišice. Pa lahko probamo to. Bomo naredili vdih, pa stisnjene. Povlečemo gor in izdih in sprostimo. Naprimer, če to naredite naprimer 20 takih vdihov in izdihov, boste aktivirali svojo joni, torej svojo vagino, nožnico in zbudili seksualno energijo v njej. In to je pač ena izmed amazing vaj za dvigovanje libida. Ok, zdaj gremo pa na to. Ne, vsi pravijo, ja, eni imajo nizek libido, eni imajo visok libido, kakor da se s tem rodimo, ne, ampak to sploh ni res. Vsi se rodimo z enako širino seksualnega potenciala, z enako širino libida, z visokim libidom. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da skozi otroštvo, skozi odraščanje, skozi neka družbena prepričanja in družbene norme, ta naš libido začne, oziroma mi ga začnemo nezavedno potiskati dol, ga začnemo tlačiti. Sploh družba na to ful vpliva, naprimer pri ženskah, se družba usmerja v to, da je spolnost nekaj, kar se moramo sramvati. Naprimer, že razlika med fantkom pa med punčko je, ko se naprimer fantek, ko je majhen, malo tako pač dotika svojega pač penisa, lulčka, kakorkoli, je to normalno, pa sprejemljivo, ne? Ker ja, pa sej, to je čisto normalno, ampak če se pa punčka začne dotikati, je pa vse narobe, pa joj, dej, ne rejš nekaj, kaj delaš, ne? In v bistvu zato, to je tudi en izmed večjih razlogov, zakaj so moški toliko bolj povezani s svojim penisom, pa imajo toliko več razvitih čutil na penisu, kot pa mi ženske. Zato bolj moramo mi nadoknaditi to, ne? Kar so oni že delali od otroštva. Ja, in tukaj v bistvu vsi, ko pravimo, tudi jaz sem bila, ja, pa imam, ne vem, v obdobju, ko sem imela nižji libido, pa sem bila tako, ja, pa sej imam nizek libido, pač nimam toliko visokega, ampak to je v bistvu samo izgovor, ne. Bomo šli bolj globje v to, zakaj je to izgovor, pa v bistvu kako lahko tudi sami ugotovite, ne, če uporabljate to kot neki izgovor. Tako, mogoče bojo znala biti kakšna vprašanja, tako, kako ne rečem, težja, da bojo zbudile kakšne občutke, ampak vzamete si to kot neko vodilo za naprej, da vam to samo telo oziroma vaša podzavest poroča, aha, ok, tukaj je pa nekaj, kar lahko jaz naredim. Ja, torej, definitivno zaradi tega izgovora, da imamo nizek libido, živimo v neki vlogi žrtve, najdemo neki izgovor in to je pa to in smo zadovoljni s tem in gremo naprej življenja in briga nas za našo seksualno energijo, za spolnost, za pač posledično se to tudi v zvezah, ne, pokaže, ko nam vse to pade, nam pač enostavno ni več toliko zanimivo. In to nam sam pove, da nimamo nadzora nad svojim telesom, da smo čisto odtojeni od svojega telesa, da sploh nismo povezane, da se ne čutimo. In kaj je največje vodilo ženske, je, da se čuti, ne, da čuti svoje telo, da čuti svoje čustva, da čuti vse, kar se dogaja. Je pa tudi pot ta, da prideš do tega, kar zahtevna, tudi sama sem še na tej poti, ampak je tudi ful čudovita, ker se vsakič znova odkrivaš lahko. Vsakič znova ugotoviš, wow, pač, meni pa to res sede, ne, pa, wow, meni pa to pač v bistvu sploh ne sede. In tukaj imam en primer, naprimer, če oseba odrašča v neki verni družini, ki ima prepričanje, da je spolnost greh, da se je treba sramovati, o tem se ne govori, potem bo tudi sama podzavestno to vzela zase, to svoje prepričanje in spolnost kot dojemala, se je sramovala, ne. In zato, ja, zato sledi zdaj vprašanje za vas. Kakšen odnos so imeli vaši starši do spolnosti? Malo razmislite, malo si vzamete čas, a so spolnosti sploh kaj govorili, če so govorili o spolnosti, kako so o tem govorili, kakšna energija je bila prisotna. In tukaj pa že tako zna biti kakšna aha moment, ok, vidim.
In ja, ti vzorci se vtisnejo v našo podzavest, zato je to pomembno, da se konstantno vračamo v tega notranjega otroka in gledamo, česa v življenju pač nismo dobili, pa bi si v bistvu zaslužili od naših staršev. Ne? In tudi to, da imajo moški višji libido kot ženske, pač ni res. Vsi se rodimo, vsi smo na začetku nepopisan list papirja z enakimi možnostmi, ne, sploh glede čutenja, energije. Ampak družba vpliva na ženske tako, da gremo v nek sram. Ne, in potem, če ženska gre rajše v sramovanje, noče raziskovati spolnosti, zato da pač je družba ne obsoja. Če pa se slučajno zgodi, da gre v raziskovanje spolnosti, je pa kar naenkrat kurba, ne? Zaradi tega, ker ne ustreza družbenim prepričanjem. Tako da nikoli ne moramo zmagati. Pri moških je pa v bistvu to, da je seksualnost, ker saj družba potiska seksualnost pri moških v neko perverzijo, s to pornografijo in nikoli ni dosti in ga spet odtuje moškega od čutenja, ne? Sam tisto nabijanje in to je to. Ja, tako da, kaj moramo narediti? Pustimo družbo, njihova prepričanja, ampak gremo raziskovati same sebe, ne? In to, kar mi čutimo in to, kar si mi želimo odkrivati in to, kar nam paše. Tvoj libido je prerok. Če mu prisluhneš, ti bo povedal vse. Torej, če ste v katerikoli točki v življenju ste zdaj pa čutite ta libido, kjerkoli je to vaše ogledalo. In če se zazrete van, ga bo vse povedal. Torej, povedal ti bo, koliko si povezana sama s sabo. Če imaš partnerja, koliko si povezana v bistvu sama s svojim partnerjem. In pa koliko rada živiš svoje življenje. A ga sploh pač zares živiš. A sam greš od točke do točke, do točke do točke. In naprimer že Jung pa Freud sta razširila ta pojem libida, ne, na vse to, kar sem jaz povedala, da to ni samo spolna sla, ampak je način, kako ti dojemaš življenje. Jung je posebej poudaril, da libido je v bistvu pokazatelj, kakšen individuum si ti v svetu. Vključimo še malo filozofije, pa psihologije, pa tega. Ok, naredimo en vdih. Pa izdih. Pa še drugače si zraven tudi malo stresate, ker tako še dodatno energijo pošljate po telesu, pa sprostite, ne. Kaj naprimer srna naredi, kaj je pod stresom, če je lovi nek plenilc. Ja, stresa se pola, ne, da da vsa ta stres ven. Pa sem klikala na kaj? Nisem. Ok. Tako da, tresenje zjutraj, 1 minuto, malo si daš muske, malo zaplešaš, tvoj dan se bo spremenil, pa tvoj life tudi. Ok, vprašanje. Če si samska, zdaj, kjera je samska tukaj? Veliko zvezi? Super, ok, odlično. Torej, za tiste samske, koliko ste zares povezane s svojo seksualnostjo? A ste spolno aktivne, pa to ne rabiti s partnerjem, ampak same sabo, a si date čas za raziskovanje vašega užitka, a si vzamete čas same zase? In a si želite sploh v življenju čutiti še več erotike in več senzualnosti? Super, to je to, super. Ampak velikokrat je, da ko smo samski, da kar malo pozabimo na ta aspekt in kar gremo, pač mem tega, ne. In pa pride zveza in pa smo malo zgubljene, ne, zaradi tega, ker v bistvu sploh ne vemo, kaj nam paše, pa ne vem, če jaz verjamem v to, da če ženska sama sebi ne more dati najbolj bombastičnih orgazmov svojega lajfa, pa je tudi partnerov mogo dati, ker enostavno se ne pozna, ne. Zato je to pomembno. A se samo zadovoljujete? Ne? A si vzamete v bistvu čas za to, da se boste samo zadovoljevali? In ja, tukaj je libido naše največje ogledalo. Takoj nam bo povedal, kje smo. Takoj. Če si bomo dovolili pogledati, nam bo pokazal. In pokazal nam bo tudi, kakšen je v bistvu naš pravi odnos do spolnosti, ne? Do erotike, do senzualnosti. A sploh čutimo, da si jo zaslužimo, če si je same ne damo. Zakaj bi jo nam pa drugi dali? Ok, zdaj pa za tiste v zvezi. Roke gor, zveza, ali pa kakršenkoli odnos, ki pač ni točno določena zveza, se veste kaj mislim.
A čutite seksualno privlačnost v zvezi? A čutite to seksualno energijo tudi v sebi? A si želite seksati sploh s partnerjem? To je mogoče bolj vprašanje za tiste, ki so že malo dalj časa v zvezi. Kje stoji to libido? Ko ga je isto prisotno, kot na začetku, ali ne? In če gremo še globje zdaj noter, ker libido je samo pokazatelj, spolnost je samo neka, tukaj ena čebula, bi jaz rekla, ko lupaš spolnost, pa greš pa prijaš do pravih problemov. A si zadovoljna in srečna v zvezi? A so tvoje potrebe in želje srečane? A čutiš, da si povezana s svojim partnerjem? Res v taki globini, kot si ti želiš, ne samo tisto, kar poznamo, ampak tisto, kar si zaslužiš, znotraj tisto, kar si želiš. A si partnerju, pa tudi sebi do konca odprla srce in dovoliš v bistvu, da prejemaš to ljubezen, ki ti jo daje, in to ljubezen, ki si jo zaslužiš? A ti v odnosu kaj manjka? In zdaj gremo še globi. A se sploh počutiš povezano s partnerjem? A čutiš tisto pravo intimo med vama? A mu lahko zaupaš svoje občutke? A ti on drži prostor kot moški, ti daje prostor, da se izražaš, torej da izražaš svoje čustva tudi takrat, ko so pač en vihar, brez da te obsoja, ampak da samo sprejema to, da ti drži, da ti da občutek varnosti v odnosu. A se počutiš videno, slišeno in čuteno? Ja. In ti občutki, če ima kjera kakršnekoli občutke zdaj, so v bistvu razlog za tvoj nizek libido. It's not a problem, mislim, delno je problem v nas, ampak delno je problem tudi v komunikaciji. Ker če ni komunikacije, če ne skomuniciramo teh čustev, ki se dogajajo v nas, potem se tlačijo ti občutki in s tem pada libido. S tem tlačimo svoj libido. Če pa je komunikacija tekoča, pa libido raste. Torej, če imamo možnost komunicirati vse, kar čutimo, pa tudi, če je fucking težko, tudi, če je težko, kar vem, da je težko včasih kakšne take globoke rane povedati svojemu partnerju, potem bo energija stekla. Stekla bo, ker čustva, če se tlačijo, se pač nabirajo v telesu. Če pa jih spustimo ven, da grejo, pa stečejo skozi telo in v bistvu tudi potem lažje pridemo do neke rešitve, če je konflikt. Tukaj imamo en primer daljše zveze. Par je v zvezi 6 let. Pa na začetku sta bila v tej honeymoon fazi, sta bila nora drug na drugega. Prva leta sta ogromno seksala, tako vsak dan, večkrat na dan, tako skozi sta se prevlačila. Zadnja 3 leta pa ženska pravi, da je partner ne privlači več in pravi, da ima nizek libido. In da na seks sploh ne pomisli. In zdaj, če gremo malo globje v to noter, pa če ponovimo, kar smo zdaj vse rekli, pač ni nizek libido kriv. Kriv je to, da v tem primeru sta prišla do nekega konflikta oziroma do par večjih konfliktov in nista skomunicirala vsega, nista prišla do rešitve. Vse rešitev ni nujno, da se vedno oba strinjata z neko situacijo, ampak rešitev je tisto, da skomuniciraš vse občutke, da greš v njih, da dovoliš, da stečejo. In na podlagi tega, ko mi začnemo enkrat in tudi ko je ona začela te občutke tlačati vase, to se je tudi naprimer že meni zgodilo v zvezah, da posledično mi je šlo pri partnerju vse na živce. Na koncu prijem sva končala, vse mi je šlo na živce, sploh me ni več privlačilo, neke take malenkosti so me motile, naprimer kako hod. Ja, I know, it's funny, ampak je pač to res, zato ker se vse to, kar tlačimo, nabere noter in pol gre skozi tiste mehne šprance, ki so nas mogoče na začetku malo motile, pa a veš, smo bile pač slepo zaljubljene, pa smo tako, pa ne, se je v redu, če pač hod malo čudeno, ima veze. Ampak na koncu je bil to pač so vse ti občutki potlačeni, udarali skozi to špranco, njegove hoje in pol me je čisto odbil, Ok.
En vdih. Izdih. Stresno. A imaš nizek libido in velikrat hodiš čez sebe. Kaj to pomeni? Se ti v življenju dogaja, da ignoriraš sporočila svojega telesa. Sploh, na primer, v spolnosti, ne? A kdaj seksaš, pa čeprav ne želi zares, pa mogoče dovoliš penetracijo, še preden je tvoja joni čisto zares pripravljena. To pomeni, da te malo boli, tako da je malo neprijetno, da mogoče, ne vem, rabiš malo pomoči, da nisi dosti mokra. Tukaj damo primer. Oziroma, ja, še tole. A spregledaš svoje meje in želje za to, da bi ugodila nekomu drugemu? Mogoče? Imamo primer. Ženska se je silila v seks partnerjem. Pa ne silila v smislu nekega posilstva, ampak tako, da mogoče ni zares čutila, pa je bila tako, ma daj se bom, ne vem, da na v neko težiti, pa se je v hitro končal, pa bla, bla, bla. Uporabljala je pač lubrikant, ne, ker pač njeno telo enostavno, njena joni sploh ni bila pripravljena za penetracijo, sploh ni hotla, ampak ne, ona je bila tako, ne, sej kul, sej pač bomo malo lubrikanta in to je to. Ne, bom bolj mokra. In bolj, ker je to delala, dlje časa, ko je to delala, hujše je postajala, ne, ker je pač enostavno ignorirala totalno svoje telo in kaj njeno telo želi. In posledično se je čisto odtujila od svojega telesa. Tudi jaz sem na veliko v takih situacijah, ko je mogoče ni zares sedel, ali pa mogoče, ne vem, je sedel, ampak meni bi sedel še 40 minut več paljenja, pa predigre, preden pač bi prišlo do penetracije, ampak sem tako, ma ne, sej kul, sej pač njemu se zihar ne da, ne. Ampak, prosim, zaslužim si, prosim. Zato si prosim, vzemimo čas, ok? Vzemimo si ves čas na svetu, ker si ga pač fucking zaslužimo, sploh pri užitku. Ne hiteti, poslušajte sebe, poslušajte svojo joni, ker vam bo povedala, kdaj je pripravljena na penetracijo. Vprašajte jo, ok, tako, sam naskrivaj, ja, si ready. In pa tako, daj mogoče še lahko malo, veš, podaljšaš, ne, tako, kaj mi ful sejde. Pač tako, na tak playful način, jaz sem ful taka playful, ne, to so sicer ful resne zadeve, ampak na koncu je life pač zato tukaj smo zato, da uživamo, ne, in dajmo uživati. Ok, gremo naprej. Imaš nizek libido in si veliko pod stresom. Kortizol je v bistvu stresni hormon, ki se sprošča v situacijah, ko je naše telo pod stresom. In v današnji družbi, v današnjem hitrem svetu je to kar velikrat čez dan, ne? In bolj kot se kortizol sprošča, bolj kot se stresni hormon sprošča v naše telo, bolj libido pada, ne? Ker sta pač nekako ne gresta skup. In zanimiva stvar, oziroma mogoče tudi malo ironična, je, da lahko kortizol zmanjša z oksitocinom, ta pa se sprošča pri orgazmih. Torej si moramo vzeti čas za spolnost, moramo si vzeti čas za naš užitek, ker bomo tako zmanjšali stres v življenju. To moški kar dosti vejo, ne, na primer. Ne. Mi pa malo pozabimo, ampak mogoče pozabimo zato, ker si ne vzamemo dosti časa, ne. Tako, bom rekla, zdaj bom posplošila in veliko moških si vzame 20 minut, pa ure časa za seks, mogoče, ne. A mi se ogrejemo šele od 20 do 40 minut, halo, pač. Mi rabimo več, mi si zaslužimo več. Tudi moški zaslužijo več. Samo moramo mi postaviti mejo, zato ker smo preveč tih, ne komuniciramo tok, ne, naša grlina čakra, naše izražanje, sploh na splošno, ne, to je tako pač posplošeno pri ženskah je malo zaprta. Zato se ne upamo izražati, ne, to je pa povezano s tem, a si sploh zaslužimo užitek, ne, ker užitek je pač sram. Zato se vprašajte, kdo, kaj in zakaj vam povzroča stres v življenju. Vzamite si par sekund časa, pomislite. In pomislite tudi, kako bi lahko te situacije obrnili na sebe prid in postavili svojo mejo. Ne? Postaviš mejo stresu, postaviš mejo ljudem, situacijam in rečeš ne. In vzameš svojo moč nazaj. Pa bomo naredili en oddih. Pa izdih. Super. Pa še, ne? Ok. Zdaj pa, kar sta že Jung pa Freud govorila, povezvala. Imaš nizek libido in ne delaš tega, kar te veseli, torej, da delaš to, kar te ne veseli. Ali opravljaš svoje delo, ki te veseli, delo, ki te izpolnjuje in osrečuje.
v bistvu v življenju daješ svoje darila, torej svoje znanje, svoje darila, ki jih imaš v sebi, svetu, ljudem okoli sebe. A živiš svojo dušo nalogo, a živiš tisto, kar si tvoja duša zares želi. To so zelo pomembna vprašanja, ki so res ful povezana z libidom, ne? Ker to je vse pretok energije, ne? Če mi delamo, kar nas osrečuje, ja, poj to, ne? Pol imamo v življenju toliko ene sreče, uživamo življenje in tudi libidu damo prostor, da se izraža, ker nismo pod stresom, ne? Zato res treba delati to, kar te osrečuje, pa vem, da je to mogoče malo težko v tej družbi, ki zahteva, ne vem, marsikaj drugega, pa ful enih prepričanj, ki so nam jih ubili v glavo, ampak na koncu je vedno na nas. Na nas je, da vzamemo življenje nazaj v svoje roke, ne? Pa da se postavimo, pa da začnemo delati to, kar res želimo, ker si pač čisto vsi tukaj si zaslužimo. In prijemo zdaj do, kako pa pač zdaj ta libido uravnovesiti, to, ker če smo ugotovili, da mogoče ga malo štopamo, ne? Kaj narediti, ne? Poglejmo se, najprej ga poglejmo, ker nam bo pokazal, je pač v bistvu odsev v ogledalu življenja, pokazal ti bo odsev, kje si, kaj moraš spremeniti in no to, kar sem že prej povedala, sem očitno malo prehitela, ne. Vedno lahko svoje življenje vzamemo v roke in se postavimo na prvo mesto. V vseh situacijah, tudi če imamo otroke. Jaz nimam otrok, ampak tudi pri otrocih je tako, ne, če se, na primer, pomislim na to, ko sem bila jaz otrok, jaz bi si želela videti, da imata moja dva starša fucking bombastičen odnos, da je med njima prisotna ta seksualna energija, da sta srečna, ne. Ampak to se naredi samo, če se postavimo na prvo mesto. Vsak sebe. Ok, imamo 3 glavne točke. Najprej moramo očistiti svoje blokade, ki jih imamo pri libidu, pa na splošno v življenju. Potem moramo začeti zavestno uživati. To je to, zavestno je to, da si v tem trenutku in kaj nam najbolj pomaga biti zavesten, da dihamo. Ne, ker se takoj vrnemo nazaj na tukaj sem, kjer smo in ne mislimo, kaj moramo še vse narediti. In tretja, ki je v bistvu malo pomaga pri prvi pa drugi, ampak sta res mogoče bolj pomembni, je, da spodbujamo libido z afrodizijaki, ne? Pravimi afrodizijaki, ne unimi, niso. Ampak te afrodizijaki so pač v kombinaciji s tema prvimi 2 točkama. Ok. Kako očistiti svoje blokade? Torej, seksualna energija oziroma seksualne blokade, to pomeni, da je naša življenjska energija zablokirana, ker to je eno in isto, to je libido. Seksualne blokade nastanejo zaradi določenih naprimer seksualnih travm, spolnih travm. In to so naprimer spolne zlorabe, lahko so to fizične ali energijske. Energijske pomeni, da ne rabi se ti nič fizičnega zgoditi, ampak lahko samo v ten pogledati, ko veš, kako te pogleda in začutiš čisto energijo in se ti kar prpopa gor, tako, ker začutiš, fuj, pač veš stran, ne. Potem neki neprimerni dotiki, ki jih ne želimo, mogoče tudi izpostavljenost napadu ali pa da smo, tudi to je pač travma, da vidiš ti prijateljico, ki je bila izpostavljena nekemu napadu in si ti pač tam zraven, ne, in vpliva na te. Potem seveda posilstvo in pa, kar je v tej družbi trenutno ful popularen in se ful dogaja, je to deljenje pa prejemanje teh slik, naprimer dick pikov, ne, naprimer jaz jih ful dobivam. Brez soglasja, ne, tudi to je pač nek vdor v tvojo energijo, pa v tvojo zasebnost, ne, pač jaz nočem, zakaj bi jaz, kaj je zdaj s to sliko, ne. Tako da moramo pač to tudi jasno postaviti mejo in reči pač ne, pač I don't want it. Če bom hotela, ti bom že rekla. In vse te nerešene travme, torej ko je pač, naprimer, energija teče po našem telesu. Ko pride do neke situacije, ki vplivajo na nas, se ta energija tam zaustavi. In posledično se lahko ta travma, ta energija, manifestira fizično. Ponavadi se, ne. Jaz verjamem, da vse fizične bolezni so posledica nekih energijskih blokad. In lahko se manifestirajo kot naprimer vaginizem, ne, tesna vagina, ne, to je v bistvu zelo nepopularna, kako ne rečem, razširjena bolezen, no.
bolezensko stanje, ki se ga pač valjda da rešiti, ampak to pomeni, da so pač mišice vagine toliko zakrčene, da ne moreš nič ustaviti noter, še tampon, na primer, boli ali pač karkoli tazga. Potem boleča penetracija, nizek libido, težave z doseganjem orgazma, to, da dosegamo lahko orgazem samo preko stimulacije ščegetavčka, na primer. Koliko orgazmov imamo? Ful različnih orgazmov, ne? Večina nas pa pozna sam tega prek ščegetavčka, ki je tako samo od orgazma v bistvu. Tako da kaj še lepo je. In potem suhost, ne? Premajhna lubrikacija, torej, da naše telo oziroma naša vagina ne proizvaja toliko vlažnosti. In potem to nekako probamo nadoknaditi z lubrikanti, ampak naprimer ena seksologinja, ki jaz ful spremljam, ki ima nami, prav, da pač je to sam pomeni, da je libido nizek in da nekaj ni v redu, da so neke blokade nekje. Potem boleče menstruacije, ta PMS, čeprav jaz v PMS glih ne verjamem zares. Zato, ker to je vse menstruacija, to je tema za drugič, ko če ne bom zašla, če bom šla v menstruacijo noter. Ampak ja, to je vse posledica tega, kako se mi počutimo, stresa, kako doživljamo v življenju, kakšne so naše menstruacije. Pokažejo nam tudi veliko, so tudi naše ogledalo. Potem lahko se manifestira kot neke ciste, izrastki na predelu prsi in naših reprodukcijskih organov. Posledično lahko tudi kot rak, če res ful ignoriramo svoje telo, lahko pride do tega. Naprimer, jaz lahko povem, jaz sem prišla do do ciste, sem v bistvu dobila cisto na prsih, oziroma neko izrastek, kaj vem, kaj je to, ne vem, ampak šele potem, ko sem to dobila, sem začela poslušati svoje telo, pa sem se začela v bistvu poglabljati v to, kjer sem, kaj zdaj delam, ne. To me je v bistvu pripeljalo do tja, tako da sem nekako vesela. Imam jo še vedno, ampak verjamem, da v roku parih let bo šla stran po naravni poti. Because I'm doing the work, damn. Torej, zdravljenje travme je pač esencialno, ne, za odkrivanje pravega užitka. In najprej prvi korak je, da ponovno vzpostavimo povezavo z našim telesom, ker smo pač odtojene. Pač smo odtojene, noben nas ne uči, kako biti v našem telesu, kako ga čutiti, noben nas ne uči. Mame, babice, ki bi nas mogle, pač nas tega niso naučile, ker oni niso vedele. In to je v bistvu generacijska luknja praktično. Zato je na nas, da pač začnemo nazaj se povezovati. In vam bom predstavila pač eno vajo, in sicer masaža prsi, ne. Naše prsi so okno do ženskih orgazmov in ful transformirajo našo energijo, ne. Tudi povezane so tlele, imamo posod limfo okoli, povezano so z meridianom, z našimi spolnimi reprodukcijskimi organi, z ledvicami, z vsem. In naprimer že 5 minut na dan masaže prsi zmehča blokade in odpre limfni pretok, pospeši kroženje vsega, od energije do krvi, do pač limfnega sistema. Prekrvavi prstne mišice in s tem odpre srce, a ne. Kaj pomeni, da se sploh srce odpre? To, da smo mi, da si želimo povabiti v življenje še več ljubezni, še več užitka, ne, da smo da lahko tudi partnerju v bistvu odpremo srce, da odstranimo te naše blokade, ki smo jih duble, a ne, da ljubezen pač je nekaj groznega, ki v bistvu ni, pač ja, boli kdaj, ampak to pride zraven, ne, z ljubeznijo pride tudi bolečina, ne moramo pač čutiti ljubezni, če si ne dovolimo čutiti tudi bolečine, eno z drugim. Poleg tega ima pa še tako ful dobre stvari, a ne, naprimer, prsi se povečajo. Jaz sem pač, kako ne rečem, primer tega, ker so se mi povečale, pa verjamem, da če bom izvajala še bolj, se mi še lahko. In dvignejo se, pa hkrati utrdijo, ratajo pač take čudovite. Aha, okej, čakaj, bom šla nazaj, dobro. Zdaj bom pa pokazala, torej, kako masirati prsi. Ne bom se čistila. Ampak sam in sicer, dajte si vzeti par, ne vem, minut časa, tako da naredite si okolje, da bo bolj senzualno, ne. In potem vzamete neko olje, jaz predlagam olje, ki je bolj biološko, ekološko, naprimer kokosov olje je top za našo kožo, tako tudi ful je čisto energijsko, tako da sam razgledaš, lepo si malo greš roke pred tem, lahko se malo presa, preko muskico pa greš. To je lahko
Ampak daš in potem najprej se samo povežeš. Kje ne držim jaz? In jih začneš. Pa valjda tudi spet gremo na dih. Ne moram. Dihamo zraven. Mikrofon. A se me misliš? A misliš se? Ja. Ampak ne moram držati, pa da se nasledam. Ja, lahko. A jaz probam držati. Evo, bom jaz držala. Ok, torej najprej se povežemo z našimi prstmi, spet gremo na dih, dihamo zraven, se začutimo in velikokrat bojo prisotni tudi kakšni občutki, ne samo tako, naprimer zdaj jaz čutim zdaj tako, meni paše, zdaj naprimer. Ampak kdaj prijajo tudi občutki, ne vem, sramu na površje, nekega zavračanja, veliko sem se srečevala, ker sem delala te vaje tudi z nesprejemanjem, jaz svojih prsi ful nisem sprejemala, jaz sem mislila, da so grozne. Ampak pol počasno se začneš povezovati in jih začneš sprejemati. In potem imamo različne tehnike. Zdaj, jaz največkrat, ko zraven še manifestiram, torej, naprimer, kaj želiš v življenje povabiti. In v bistvu potem najprej odpreš prsi, torej, kaj želiš, da gre stran, rečemo, ok, hočem, da gre iz mene, ne vem, ven stres, naprimer, ali pa ta situacija, ki se je danes zgodila z neko osebo, hočem, da pač jo spustim in da gre iz mojega telesa ven, ne. In pa lahko mešče, pač malo tudi stresaš, to je tako malo tudi energijska vaja. Potem pa pač imaš na noter masiranje, v bistvu, kaj želiš v svoje življenje privabiti. Ljubezen, orgazme, užitek, pač in delaš tako. Potem imamo druge tehnike, ki v bistvu lahko samo tako primaš in potem tako masiraš, ne. In potem lahko eno pa po eno, pa tako pretipaš, to je tudi ful dobro, veš, da se malo pretipamo, ne. Meni to prav paše, kaj me bolijo danes. Ok, moram to narediti. To je še v sklopu s prejšnjim predavanjem, o pregledovanju. Aha, ja. No, super, ja. In v bistvu potem najdeš sama svoje tehnike, ne. Kaj ti paše, sama odkrivaš, je pa pač pomembno mogoče, da se ne fokusiraš toliko na bradavičke, zato ker bradavičke so res una direktna povezava z našim užitkom, pa mogoče za začetek je najprej fokus na tem, da gremo okoli, torej, da se povežemo s to žensko energijo, pa s tem direktnim užitkom, z našo joni in iz tega potem lahko nadaljujete tudi v ritual samoljubljenja, torej samozadovoljevanja. Hvala. To je to, ne bom več. Torej, drugače imate tudi na YouTubeu ful enih tehnik, kako si masirati prsi, pa ful paše, res, do it. Every day po 5 minut vam spremeni postavo, vam spremeni življenje, vas poveže bolj same sabo. Ok, potem se travme, te blokade se pač nabirajo tudi v naši joni, torej v naši nožnici. In to lahko v bistvu dobesedno začutite, če boste ko boste, verjamem, da ste mogoče malo zainteresirane, da se boste malo začeli raziskovati. Če ob penetraciji, ko ostavite, ne vem, rečemo prst noter, lahko na steni začutite mogoče ena taka malo trša območja, kot neke vozle. In to so v bistvu samo pač neke travme, neka zastala energija, ki se je manifestirala, ker ko pač se nekaj zgodi, rečemo, kar mi vzamemo pol kot travmo, se naše telo zakrči, gre v stres. In ob tem, ko gre v krč, se pač dobesedno mišice zakrčijo. In to se lahko tudi zgodi v naši joni. Zato jih je treba sprostiti in predihati. Zato je top joni masaža. V Sloveniji ne vem, kdo jo izvaja. Jaz upam, da se bom šla enkrat naučiti, pa da jo bom jaz izvajala, ker je pač res bolj pomembna. Mogoče na tantričnih masažah imaš joni masaža tudi. Ker ti pač maser dobesedno pač to dela, da ti pritiska na določene točke, da ti sprostiš te stvari. Ali lahko sama delaš s svojimi prsti, tudi si joni masažo ali pa ne vem s kakšnimi, zato priporočam bolj tršega, kot je kakšen steklen dildo. Ali pa vaje z joni jajčki, to so pa kristalčki, ki jih daš noter in to je pač res tudi ful dobro za vaše mišice in za tudi energijo in za čiščenje. Ok, pa imamo tukaj eno vajo, ki vam jo lahko razložim, ki je čisto enostavna. In sicer joni masaža v smeri urinega kazalca. Ok, torej najprej se seveda vzameš čas, čas zase, si narediš okolico, dišeče svečke, glasba, da se sprostiš, lahko narediš prej masaža prsi, potem pa, ko je joni pripravljena za penetracijo, jo vprašaš, če reče ja, greš not. In potem imaš v bistvu si predstavljamo, kada je nožnica, zdaj to je cel nožnica in imamo pač, je okrogla. In potem si predstavljaš uro. Torej, gor imamo 12,
3, 6, 9. In na vsako točko pritisneš in držiš in predihavaš. In se boš začutila sama od sebe, ali je to malo mogoče bolj sproščeno območje, ali je mogoče malo bolj tršo območje. In predihaš in ko vidiš, da se ti sprosti, ko bo se to delale, če bo se to delale, lahko pride ful občutkov na površje, lahko pride ful joka, ful jeze, ful žalosti, ful sreče, ful orgazmičnosti, pač vse je tako, vse je shranjeno v teh točkah. In potem, ko to predihaš, greš na 3, greš na 6, greš na 9. Potem se pa pomakneš za centimeter bolj noter. In v bistvu, da res do konca nožnice, torej do vhoda materičnih vrat, lahko vse to predihaš. In tudi tam je ful, sploh cervix, torej vhod v materične vrat je ful občutljiv tudi. Mogoče to lahko opazimo pri kakšnih pozah, kjer je malo globlja penetracija, je res malo boli včasih. In zato je treba te točke tudi sprostiti. A je razumljivo, tako da boste vedeli, kako delati. Ok, super. Cool. Druga točka. Začnemo zavestno in aktivno uživati. To pomeni s partnerjem ali pa sama s sabo. Sama s sabo. Tudi če imaš partnerja, sama s sabo. Jaz kar zagovarjam to. In užitek ni samo seks, pač užitek in celotna intima, celotna spolnost, to je vse, to je od intime, od negovanja telesa, od masaže prsi, naprimer. V bistvu vse, kjer je prisotna ta neka seksualna energija oziroma neka senzualna energija, kar nas zbudi, kar nam da ko prav začutiš, ok, jaz sem pa, tako, dati več energije za življenje, tako, ja, težko razložim, in tukaj je en trik, ko bo, naprimer, rešil tvojo zvezo, tvoj libido, pa tudi, če si sama, je to trik zate. In sicer 3-urni zmenek za užitek. Enkrat na teden si s partnerjem ali pa sama sabo vzameš čas 3 ure samo in zgolj za intimo in užitek. To ne velja noben film, ne velja nobena večerja, ali pa karkoli drugega, ki bi še zraven delal, to je samo in zgolj za užitek. Lahko greš prej na večerjo, pa pol 3 ure. Zakaj 3 ure? Zato, ker je to ful velik časa. Ful velik časa. In tam ni pritiska in ni hitenja, nimaš v glavi, ok, zdaj moram pa, ne vem, biti spat, ker jutro ostanem, pa zdaj moram pa, ne vem, iti pol nekaj narediti še, kar še nisem dokončala. In tudi povežeš se lahko na globlji način s partnerjem, je čas za raziskovanje telesa, pač ne hitiš, nikam se ti ne mudi, ni nobenega cilja. In ja, pač res se lahko sprostiš in odpreš drugi osebi. Pač lahko se povežeš na tak način, ko se mogoče še nikoli v lifeu nisi z osebo povezala. In te 3 ure ti dajo možnost sproščenosti, varnosti in ljubezni. In to vse je recept za orgazem. Če se ne počutiš varne, če se ne počutiš sproščene in če ne čutiš ljubezni druge osebe ali svoje ljubezni do same sebe, potem bo orgazem ali slab, ali ga pa ne bo. Pa s tem, da orgazem ni cilj, užitek je cilj. Ampak ja, za užitek si je treba vzeti čas. Ampak, a si ga ne moreš vzeti slučajno? Oziroma, bolj vprašanje, a si ga ne želiš vzeti? Kdo misli, da je 3 ure preveč? Bravo, to! Ja, vem, pač živimo v ful hitrem svetu. Ful enih stvari, sploh naprimer tisti, ki imajo otroke. Si je težko vzeti 3 ure, ampak dajmo prioritizirati. Pora je v tem, da moramo prioritizirati svoj užitek in svoje življenje, ker nam bo prinesel na vseh področjih veliko več, kot pa sploh mislimo. Moj quote, ponosna. Ženske rabimo čas, da se odpremo. Ženska se mora v odnosu počutiti varno in ljubljeno. Le tako bo lahko spustila svoje zidove in se prepustila energiji z osebo. Tako bo njen libido imel prostor, da pleše. In ta čas si tudi zaslužimo. To ne smemo pozabiti. Ajde. Izdih. Ja, ne, sej je res, ni najlažje, ampak to je tako, koliko si želiš sebe postaviti na prvo mesto.
To je pač čisto ogledalo, koliko si boš vzela časa zase. Zdaj pa tretja točka, pravi afrodizijaki. Pravi afrodizijak je tisti, ki sproži spolno slo in čokolada, jagode, ostrige so pač tako seksi, ampak niso zares afrodizijaki. Pravi afrodizijak poveča lubrikacijo, viša libido, spodbuja dobro počutje, regulira hormone, spodbuja hitrejše in daljše erekcije, lajša bolečine menstruacije in spodbuja čutenje. In to so zelišča. I know, weird. Ampak to so naravni, brez stranskih učinkov afrodizijaki. In en izmed najboljših afrodizijakov, pa tudi najbolj dragih, je žafran. Žafran povečuje libido, stamino, čutenje pri obeh spolih, torej oba lahko konzumirata žafran. Regulira hormone, hormonski sistem, uravnovesi. Povečuje kvaliteto spermijev, kar je naprimer zaradi določene hrane in stresa, ko so ga moški deležni v tem svetu, ful pomembno. Pomaga pri motnjah erekcije, pri vzdržljivosti, povezuje vzburjenje in lubrikacijo. Pomaga pri zdravljenju kože, torej imaš tisto sijočo kožo in balansira boleče menstruacije. Ja, žafran je kar fajn zadeva. Jaz ga iskreno še nisem jemala, oziroma tako, da bi ga konzumirala redno, ampak ga bom verjetno začela. Zdaj, ko vem. Ja. Jaz rada tako diham. Res, mi paše. Kar pa je pri teh afrodizijakih point je, da če ne delaš prvih 2 točk, torej če se ne ukvarjaš s svojim blokadam, pa če ne si vzemaš časa za svoj užitek, potem ti tudi afrodizijak ne bo zares pomagal, ker boš imela vse potlačen. Ti pa definitivno pospeši energijo in spolno vzburjenost v življenju. Kar si morate doma zapomniti je, da dajmo več uživati v življenju. Najdete me lahko na Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTube pod Pleasure Mermaid. Izvajam pa tudi različne delavnice za ženske, za moške, za mešano. Zelo dobrodošle odkrivati užitek z mano skupaj. Hvala lepa.